Je tukaj Valentin, ura je 10:16. Poslušam meddimenzijske intervjuje z živalmi in se vse bolj zavedam tega, kako živali povsem drugače dojemajo sebe in svojo okolico, predvsem pa kako odgovorno živijo in kako pazijo, da z svojim življenjem, za svojim delovanjem na tem svetu maksimalno podpirajo samega sebe, svoje telo, svojo živalsko vrsto, potem pa tudi kako harmonično sodelujejo, tako da so njihovi vplivi podporni tudi za druga živa bitja na tem svetu. Recimo, poslušal sem zdaj intervju z mravljami, ki so povedale, kako komunicirajo z oddajanjem določenih električnih impulzov in da potem te impulze preko tal tudi druge mravlje iz kolonije sprejemajo in na ta način komunicirajo, se sporočajo, kje so najdeli kakšno hrano, da se potem zorganizirajo, da si pripravijo zaloge in kako tudi mravlje sprejemajo določene snovi iz zraka, iz tal in potem te snovi transportirajo na določene delčke svojega telesa, tako da ohranjajo optimalno življenjsko silo, zmogljivost. In vemo, da mravlje lahko glede na svojo velikost premikajo izjemno velike predmete, da so sorazmerno močne, glede na to, kako drobne so. In pa tudi, da so mravlje zelo zmožne sodelovanja. Zato je tudi ta izrek, priden kot mravljica. Ljudje smo pa kot neke vrste nasprotje mravljam, namesto da bi sodelovali, se podpirali, upoštevali, delujemo v glavnem sebično, se vsak briga samo za sebe, za svoj interes. Se potem seveda združujejo določene ljudje v določene organizacije, ampak spet samo za to, da se nek cilj doseže, nek izdelek, da se poskrbi samo za eno organizacijo, ne pa zato, da bi se zavedalo, kako produkcija nekega izdelka vpliva na celotno okolje. Mravlje in vse živali, vse tiste snovi, ki jih absorbirajo, potem oplemenitijo in jih vrnejo nazaj v okolje, tako da z svojimi izločki, z svojim mrtvim truplom potem vrnejo vse snovi nazaj, oplemenitene v naravo, ali da postanejo hrana ali gnojilo za druga živa bitja, tako da življenje na ta način drug drugega podpira. Ljudje pa v glavnem izkoriščamo naravne vire in druga živa bitja samo za svoj lasten interes, samo zato, da bi podpirali našo lastno lenobo in ugodje in dobre občutke in željo po oblasti. In prav nič nam ni mar za to, kaj bo ostalo na tem svetu, potem, ko bomo odšli iz tega sveta. Ta svet in živali bi povsem enostavno živele, obstajale še naprej, če človeka ne bi bilo na svetu, ker človek, tako kot se sedaj obnaša, nima nobeno podporno funkcijo za ta svet. Deluje samo kot uničevalno živo bitje. Dočim, če bi pa živali izginile, pa človek nikakor ne bi moral obstajati, zato ker je človek odvisen od hrane, od rastlin, od živali za hranjenje svojega telesa.
Na nas je torej, da se končno zamislimo nad tem, kaj počnemo in kaj smo, in da spremenimo svoje obnašanje, da raziščemo, kako živali dejansko živijo, kako med sabo sodelujejo, se povezujejo, in da tudi mi razširimo svoj egoizem na ta način, da začnemo upoštevati tudi vsa ostala živa bitja kot enakovredna in enakopravna in upravičena do delitve naravnih virov na tem planetu, ne pa da si človek jemlje naravne vire samo za sebe in da tudi druga živa bitja obravnava samo kot drugačno obliko naravnih virov za sebe. Vabim vas, da si tudi vi poslušate te audio posnetke, intervjuje z živalmi, da boste tudi vi dobili dodatno zavedanje, novo perspektivo in se zamislili nad sabo ter tudi začenjali spreminjati svoje miselne in vedenjske vzorce, tako da se bomo vsi čim prej osvobodili svoje omejenosti in egoizma. V pomoč smo pripravili pri Destiny brezplačni spletni tečaj DIP Lite oziroma Destiny iProcess Lite, lahki, uvodni, brezplačni tečaj. Ko se prijavite, dobite živega mentorja, ki vam ga sistem naključno izbere in potem napredujete vsak dan lekcijo skozi lekcijo. Majhne, obvladljive lekcije so to, da spoznate, kako deluje vaš lasten da ozavestite, kakšne imate miselne in vedenjske vzorce in da jih spremenite tako, da bodo podpirale princip enakovrednosti in enakopravnosti vseh živih bitij, ter da bomo vsi začeli početi po principu tistega, kar je najboljše za vse. Povezave do teh audio posnetkov, intervjujev z živalmi in do tečaja DIP Lite najdete v opisu tega videoposnetka. Zato vas vabim, da izkoristite te vire informacij in ta podporna orodja, da postanemo bolj odgovorna bitja na tem svetu. Hvala za posluh in nasvidenje.